Pozdravljeni spremljevalci stoječih novic. Danes vam želim povedati nekaj o pravljicah. Pa ne o tistih, ki obljubljajo gradove v oblakih, čeprav kdaj pa kdaj morda ne bi bilo slabo verjeti vanje. Pripovedovanje je temelj kulturnega izročila vsakega ljudstva. Zdi se, da naše besede se drugih dotaknejo, ali pa si vsaj želimo, da bi se to zgodilo, in se potem od njih vrnejo k nam. To nas povezuje. Pravljice v sebi nosijo globoka sporočila. V časopisu Slovenec vsako nedeljo objavimo ljudsko pravljico, ki jo lahko preberete ali tudi poslušate, če se vam je ne ljubi brati. Iz pravljic pa se lahko tudi veliko naučimo. Zagotovo ste že kdaj slišali pravljico o puljenju repe, ki je sicer ruskega izvora, pa nič za to. Velja povsod, kjer raste repa. Pravljica gre takole. Dedek je na njivi posadil repo in jo skrbno negoval. Zrasla je ena sama ogromna repa. Ko je bila zrela, jo je dedek poskušal izpuliti. Vlekel je in vlekel, a je ni mogel izpuliti. Na pomoč je poklical babico. Babica se je prijela dedka, dedek je prijel repo in sta vlekla in pulila, a repe nista mogla izpuliti. Babica je na pomoč poklicala vnukinjo. Vnukinja se je prijela za babico, babica se je prijela za dedka, dedek je prijel za repo in vsi skupaj so vlekli in vlekli, a repe niso mogli izpuliti. In tako je vnukinja na pomoč poklicala psa. Pes je prijel za vnukinjo, vnukinja babico, babica dedka, dedek repo in so vlekli in vlekli, a repe še vedno niso mogli izpuliti. Poklicali so še mačko, pa tudi ni šlo. In na koncu še miško. Zdaj je to izgledalo takole. Miška je prijela mačko, mačka je prijela psa, pes je prijel vnukinjo, vnukinja je prijela babico, babica je prijela dedka, dedek je zagrabil repo in so vlekli in vlekli in uspelo jim je izvleči repo velikanko. Bila je tako velika, da so prašiča z njo hranili celo zimo. Zdaj pa dovolite, da vam povem še politično priredbo. Na njivi pred parlamentom je zrasla repa velikak. Prvi jo je zagledal poslanec največje vladne stranke. Prijel je za repo in vlekel, a je ni mogel izpuliti. Mimo je prišel poslanec največje opozicijske stranke. Pa ga je ta prvi povabi, češ, primi me okoli pasu, bom jaz prijel repo, pa jo bova skupaj izpulila. A ne? Aha, ne. To pa ne reče drugi. Meni pa noben ne bo govoril, kaj naj delam. Tako rekoč prime perje na drugi strani in vleče v svojo smer. Vlečeta, a repa se ne premakne. Na pomoč priskoči še nekaj poslancev koalicije, ki se oprimajo prvega, in nekaj poslancev iz opozicije, ki se oprimajo drugega. Vlečejo in vlečejo vsak svojo smer, a repa se ne premakne. Pa na pomoč pokličajo neopredeljene. A ker se ti ne želijo odločiti, katerih naj se oprimajo, zato raje primajo vsak svoj list zelenja in vlečejo na vso moč na vse strani, dokler na repi ni nobenega lista več. Repa ostane v zemlji. Pride krt in to repo velikanko, ki je ostala v zemlji, poje. Ubogo prase je pa crknilo od lakote. No, v navadi je, da se interpretacijo pomena zgodbe prepusti poslušalcu in naj bo tako tudi tokrat. Manj se jezite, več se smejte in vlečite v pravo smer, da vam prase ne crkne od lakote.